Pozdravljeni. Novica je uradna. Helmut Marko nas bo s svojo prisotnostjo na progah svetovnega prvenstva Formule 1 razveseljeval še najmanj naslednje 3 sezone. Helmut Marko nam je lahko všeč ali pa ne, a ne moremo mu odreči neke vrste edinstvenosti in bodimo iskreni. Formula 1 brez Helmuta Marka bi bila malce bolj politično korektna, bolj konvencionalna, ampak še zdaleč ne tako zanimiva. In novica, da Helmut Marko je podaljšal svoj dogovor z Red Bullom, mora biti sprejeta v pozitivnem smislu. Namreč brez njega se ne bi toliko dogajalo in priznam, da v trenutku, ko slišim, da je napravil izjavo, vem, da bom imel o čem govoriti. Namreč sam pogostokrat imenujem malce za šalo izjave Helmuta Marka kot marksizmi. Mnogokrat je politično nekorekten, ampak zadane bistvo. In verjamem, da mi, navdušenci, radi preberemo vse tisto, kar nam vrli Helmut pove, ali se z njim strinjamo ali pa ne. A treba je tu razumeti kar nekaj stvari. Prvič, Helmut Marko nikoli ni bil in tudi ne bo član ekipe Red Bulla. On je zunanji svetovalec proizvajalca pijač pri ekipi Formule 1. Za časa, ko je bil Dietrich Mateschitz še med nami, je Helmut Marko predstavljal lastnika praktično na progah svetovnega prvenstva Formule 1. Zato po njegovi smrti se je marsikdo začel spraševati, kakšna bo vloga tega avstrijskega veterana. Ne smemo pozabiti, Helmut Marko v svoji mladosti je bil tudi voznik Formule 1. Njegova kariera je bila prekinjena zaradi nesreče, ko je v čelado dobil kamen. Takratne čelade niso bile izdelane po današnjih varnostnih standardih in Helmut Marko je izgubil vid na eno oko. A to ne pomeni, da Helmut Marko nima tistega prirojenega čuta, da bi lahko razumel, kaj si mislijo mladi vozniki. Zato mnoga leta je bil odgovoren za nastanek tistega mladinskega pogona pri Red Bullu in tako je še danes. In verjetno je marsikdo izmed vas opazil, kako hitro menjuje Helmut Marko voznike, predvsem pri tisti drugi ekipi in govorimo o skuderiji Alfa Tauri oziroma Toro Rosso, kot se je imenovala prej in ne vemo še, kako se bo imenovala odslej. A Helmut Marko je praktično v svoji karieri imel 2 velika uspeha. Prvega seveda poznamo vsi kot Sebastiana Vettla in drugega spremljamo še sedaj kot Maxa Verstappena. Vmes njiju kar nekaj bolj ali predvsem manj posrečenih izborov. In tu bom seveda sedaj naštel nekaj imen ter priimkov, ki marsikomu bodo priklicali nekaj spominov v misli, ampak ne preveč pozitivnih. Govorimo na primer o Jamiju Alguersuariju, Vital Antoniju Liuziju, ne smemo pozabiti na Buemija ali pa Scott Speed, eden izmed Američanov, ki v Formuli 1 niso uspeli. In ne moremo mimo vseh tistih, ki smo jih videli v zadnjih letih, od Brendona Hartleya, pa seveda tudi ne smemo mimo Aleksandra Albona in Pierrea Gaslyja, ki v Formuli 1, kar se tiče Red Bulla, je kmalu zapravil potencialno izjemno dobro kariero. A Helmut Marko v zadnjem času se je usmeril bolj k tistim voznikom, ki so bili, imenujmo jih,
preizkušeni in seveda tudi tu napravil marsikatero napako. Nikde vri le zadnji izmed primerov, ampak v preteklosti je nekaj podobnega že napravil z Bourdainem. In seveda lahko bi naštevali še kar nekaj časa vse uspehe ali neuspehe tega avstrijskega menedžerja. Dejstvo je, da Helmut Marko v navezi z Christianom Hornerjem je dobesedno zagotovilo za zanimive izjave in poživi, če ne dokaj sterilno dogajanje v samem Pedoku. Novi lastniki dediči Matešica so s Helmutom Markom podaljšali dogovor še za naslednje 3 sezone. Zakaj bi se lahko marsikdo začel spraševati? Prvič zaradi tega, ker ga sam Max Verstappen izjemno dobro šteje. Namreč Helmut Marko po izjavah samega nizozemskega šampiona je nekako kot drugi oče zanj. Kar seveda ni pohvalno za starega Josa, ampak glede na vse tisto, kar se govori o razmerju oče-sin v družini Verstappen, se sam takšnim izjavam ne čudim preveč. In seveda, Helmut Marko je znan po tem, da je neizprosen in zahteven. A priznati moramo nekaj. Vsakdo je pri njemu dobil priložnost. Naprimer, Yuki Tsunoda je dejal, da ima eno sezono v Formuli 2, kjer lahko doseže dovolj točk za super licenco, drugače Formule 1 ne bo videl. Yuki je zahteve izpolnil in sedež ga je čakal. Seveda, imel je voznike, ki so mu bili bolj pri srcu in tu seveda ne moremo mimo Daniela Kvyata, ki je dobil priložnost za priložnostjo. Po drugi strani so bili vozniki, ki pravzaprav so prišli in odšli. A ne glede na vse, Helmut Marko jih ima 80 in na srečo nima neke aktivne vloge v ekipi Red Bull. Je neke vrste maskota, je karakter, ki bo poživljal dogajanje, ki se dogaja v samem Pedoku. Po drugi strani ste lahko zasledili, da Rory Byrne pri Ferrariju še zmeraj svetuje na področju projektiranja samega bolida in tudi južnoafriški inženir jih ima več kot 80 na grbi, čeprav njegove napake se nekako poznajo pri kompletnem razvoju bolida iz Maranella, medtem ko napake Helmuta Marka lahko izzovejo samo dobro voljo pri nas navdušencih v vsakem primeru. A Formula 1 brez Helmuta Marka zagotovo bi bila bolj dolgočasna, čeprav priznam, da marsikdaj se z njegovim izborom, z njegovim razmišljanjem dobesedno ne strinjam. A po drugi strani spisek vseh tistih, ki jih je Helmut Marko zvrgel, je dolg. In če smo pravzaprav iskreni, tudi v sezoni 2024 na štartnem razporedu bomo imeli 3 voznike, ki niso bili dovolj dobri za Helmuta Marka, ampak so uspeli v drugih ekipah. Govorimo o Aleksandru Albonu, govorimo o Pieru Gaslyju in ne smemo pozabiti na Carlosa Sainza mlajšega. Sedaj, vsakdo izmed vas se lahko nekako zamisli, ali so prej citirani vozniki dovolj dober material ali pa ne. Ampak Helmut Marko je tak, je direkten, je malce osoren, nikoli ne ovinkari in ima svoje mišljenje. Seveda ima prav, kot se lahko tudi marsikdaj, kot bo priznal, sam zmoti, ampak v Formuli 1 brez njega bi bilo dobesedno dolgčas. In v trenutku, ko bo odšel tudi Helmut Marko, bomo izgubili nek vir zabave ali informacij, ki je verjetno všeč vsem nam navdušencem. Tako da še naslednje 3 sezone nam v vsakem primeru ni treba skrbeti. A zaenkrat, zato upam, da veselo novico bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.